Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dober večer. Danes je začel veljati zakon o zdravem načinu življenja. Inšpektorji in redarji za varovanje zdravja so izvedli akcijo poostrenega nadzora nad državljani. A tokrat so samo opozarjali. Od ponedeljka naprej pa bodo začeli pisati visoke kazni. Kot prvo, da ljudem na terenu v podrobnosti razložimo, kako ne jedo hrano po novem. Drugič, predvideno je posebno prehodno obdobje za tako občutljive spremembe, kot je uvajanje zdrave hrane med ljudi. Tako da bomo vsem Slovenkam in Slovencem na začetku prepovedali dostop do pomfrija, burekov, sladoledov in podobnih živil, prav tako bomo prepovedali prodajo hrane čez noč. Pred eno restavraciji za hitro prehrano je zdaj naš posebni dopisnik Tomo Križnar. Pozdravljeni. Dober večer, ljudje. Tukaj je bilo še včeraj zelo živahen, danes pa hamburgerje, pa cheeseburgerje, pa Big Mac, pa pomfrije, pa razni šejka, pa Coca-Cola, takole samevajo v prazni restavraciji. A se spomnite, kako so jih včasih reklamirali, kako so, kakor češ dober pa sočen? No, zdaj to ne velja več. Zdaj ta hrana dežuren kriv za nezdrav življenje v zahodnem svetu. Jaz sem čakam, kdaj bodo Amerikanci v Južnem Sudanu postavljeni tak McDonald's. Za njih bo dober, kot je bil za nas 30 let. No dobro, gospod Križnar, ampak vendarle, ali ta prizor z prazno restauracijo pomeni, da smo hitro in brez težav preklopili na zdravo prehrano? Tega ne vem. Se mi pa zdi, da ljudi bolj kot lastno zdravje skrbijo visoke kazni. Prele sem se sprehodil po mestu, pa videl, da so restauracije, kjer ponujajo oreške, pa kikirikije, tudi bolj ki ne prazne. Da nam ne bi govoril o lokalih, kjer toče sam vodo s pipe, zaradi katere že traja 3. svetovna vojna, 40 let v Afriki. Ampak tam nisem videl žive duše. Je pa vse to en zanimiv paradoks. Prehrana Evropejcev se v skrbi za lastno zdravje se bolj afrikanizira, kar pomeni, da je manj več. Multinacionalke bodo zdaj iskale nove trge in ne bi se čudil, da bodo čez 20 let Evropejci suhi kot Afrikance pa bojo debelke Amerikance. Zanimivo razmišljanje, Tomo Križnar, hvala za te informacije. Bi pa poglejmo, kako je danes ob slovesu od nezdravega načina življenja župan Janković svojim sladkosnednim meščanom razrezal še zadnjo torto. Gospod Čupanov, da sem sama pojedla. Nisem na dieti. Saj se ti. Vaše rezile, gospod župan. Naprej bo zdaj odrezati, nož bomo rabile, ja? Ja, smo? Ja. Tukaj se pa še svoj koček provizije odrezal, ne? Ja. Dobra. Dobra provizija, bravo. Je on skuhal. Majster, zdaj pa jest. Ljubljanska zahar tote da leš obestvo do svetu, ne? Je. Da dab ti dože, ne? Razdel volivcem. Doba bez čebule. Evo, tukaj baš. Hvala. Latoja, kakšne pa so sicer predvidene kazni za nezdravo prehrano in škodljive razvade? Ja, najbolj vas bo udarilo po žepu, če vas dobijo s cigareto v roki. Kazen znaša kar 500 evrov. 400 evrov boste plačali, če vas dobijo z alkoholom. 300 je kazen za kavo, vse sladke in energijske pijače ter seveda sladkarije. 200 evrov boste odšteli za vse slane prigrizke, hamburger, pico in burek.
150 evrov znaša kazen za vse ostale nezdrave oblike prehranjevanja. Tu pride v poštev tako rekoč vse, na kar smo navajeni. Hrenovke, paštete, salame, klobase z veliko maščobe in nitrati, pa vsa mastna hrana, ocvrto meso, majoneza, riž, proteini in tako dalje. Hvala lepa, Latoja. Zakon o zdravem načinu življenja natanko določa tudi vse naše telesne aktivnosti. Včasih je veljalo, da je dovolj pol ure gibanja na dan. Kako je zdaj s tem, sprašujem našega primorskega dopisnika Gašparja Mišiča. Zdaj bo to postalo zelo naporno. Obvezna telesna aktivnost pomeni minimalno 100 minut zmerno intenzivne aerobne aktivnosti na dan, ker osnova so jutranja gimnastika, hoja s palicami, tek, plavanje ali kolesarjenje. Ob vsem tem bomo morali še 2-krat na teden v fitness. A to še ni vse. Enkrat na teden nas čaka obvezna izbirna športna panoga. Tu pride v poštev vse igre žogu, borilne veščine in razne oblike plesa ter aerobike. Če potegnemo črto, je to dobrih 15 ur telesne aktivnosti na teden. No dobro, ampak kdo bo vse to nadziral? Bodo te vadbe potekale organizirano? Redarji za varovanje zdravja bodo povsod, prav tako inšpektori v civilu. Ta teden smo dobili posebne kartončke, ki jih moramo ob vsaki aktivnosti potrditi na kontrolnih točkah, ki se nahajajo na prostem v fitnessu ali v telovadnici. Kdor ne bo imel vseh štempljev, ga čaka kazen, ki znaša od 100 do 600 evrov. Hvala lepa in lep pozdrav na Primorsko. Danes je v središču Ljubljane v počastitev zakona o zdravem načinu življenja potekala zanimiva kolesarska dirka, v kateri sta se pomerili ekipi Državnega zbora in mešana ekipa vlade in Evropske komisije. Zmagal je Cmerov duh v zdravem telesu. Alenka, se sploh ti znaš pelat? Kaj? Paz, da ne boš padla. Ja, se vam. Da ne boš padla tako, kot tvoja volilna podpora. Vam čelado, nek bo že. Ti raj samo v biciklu hodi, je tako boljš zate. Bolj varen. Once again, if you walk with bike, you need more time than drive if you drive bike. A sem prav povedala? Pravzaprav strategija za tekmo je enaka, kot sicer pri delu mi z Brusljem vozili. Spredi vlada pa nam bo slepo sledila. Poglejte, zdaj mi naredimo, kar rečejo v Bruslu, tako da računamo na vodstvo čim prej. Gre za ljudi, ki znajo biciklirati, če se znajo trdno držati svojih stolčkov. Mislim, da se bodo znali tudi trdno držati na kolesarskem sedežu. Hvala lepa. Ja, hitro sem prišel s kolesom do Državnega zbora, ker so se vsi vozili po kolesarskih. Te pa marsikje v centru mesta izginejo. Jaz sem se peljal, ker po cesti se mi itak nič ne morejo. Adijo. Ne pozabite, 15. novembra ne bomo zamenjali le pnevmatik na avtomobilih, ampak tudi našo obutev. Pazite, saj vas inšpektori lahko oglobijo zaradi premajhnega profila na čevljih. Poglejmo še ostale dogodke. Predsednik države in vrhovni poveljnik oboroženih sil je danes obiskal mornarje na naši edini ladji Triglav in jih soočil z nekaterimi neprijetnimi dejstvi. Pripadnice in pripadniki 430. mornariškega diviziona. Denarja ni! Denarja ni! Kot vidite sami, nam počasi zmanjkuje vsega, tudi kamuflažne barve. Situacija je kritična, zato smo se odločili v tem trenutku, ne jutri, da vsi pač ne odhajate na morje. Ker ni prostora in dovolj za jest. Zdaj se bom sprehodil med vami in izbral tiste, ki boste pluli, in tiste, ki ne. Da bo odločitev, kar se da objektivna, bom uporabil staro preizkušeno metodo. An-ban, 5 podgan. V primeru nejasnosti pa bomo igrali razparči. An-ban, 5 podgan. 4 miši, me piši. Veja, vaja, ven. Ti si noter. An-ban,
Amban pet Podgan, Milan Kučan živi v Ljubljan, Vija vaja ven. Kaj pa zdaj? Zdaj pa gremo še dol pogledat, je še ena skupina. Kar za mano. A ne bomo tam? Zdaj pa kar dol, kar za mano. Dobro, imamo eno dobro igro. Gremo tukaj dol, fanti že v krogu desna, čakajo. Leva, Kar za mano. aj leva, ne desna, leva, damo. Evo, fantje, kdo bo milo jajce? Z ladjo so se vozili tudi eurobirokrati in izbrani gostje kanclerke Angele Merkel. O čem so se pogovarjali? O povsem običajnih in vsakdanjih rečeh. Ja, jaz sploh nisem bil povabljen, veš. A boš no daj. Ja. Kako pa not preril? Ja, sam ne povedati Angeli, prosim. To ladjo smo od vas dobili, ker denarja niste dali. Ravno o tem sem hotel govoriti, da če bi te ladje lahko dobili nazaj. To je naša ladja. Ja, ako nema ladje, rabimo za biznis, ako nema denarja, nema biznis. Ja, to je nemška Lahko je ladja. nemška ladja, samo da ima biznis. Ne vem, poduhajmo. Da, šnopec je to. Močno je. Ne bom spil, da ne bom nažgan kot Juncker. Za Junckera voda to. Prosim, da gospodu Junckeru ne nosite več alkohola, ker ga že malce voham. Je že parbit. Nažganje komodalo. Ne vem, zakaj so bili vsi presenečeni, da so morali plačati kosilo in karto. To je Evropska unija in vsak plača svoje. Saj vi tudi še niste plačali. Ja, jaz sem pa imel v denarnicu, v drugih hlačama, a veš, noter imam vse kartice, pa to, pa keš, pa nisem mogel, ne. Ja, bomo poslali po pošti račun, pa Po boste pošti ni zrihtali. problema. 100 evrov za tako ribome, to je preveč. Nikoli več ne grem na njen piknik. Salut. Naslednjič, ko pride v Pariz, jo povabim samo na kebab. A svojili smo. Letošnjo jesen je šolski prag prvič predstopilo skoraj 22.000 prvošolcev. Gre za prvo generacijo šolarjev, ki jim nihče ne bo mogel nič. Res prav nič. Po novem zakonu o preprečevanju nasilja nad otroci bodo tako rekoč nedotakljivi. Matej, kaj konkretno to pomeni? Ja, to konkretno pomeni naslednje. Šolarji imajo pravico do osebnega varnostnika, domače naloge niso več obvezne. Imeti morajo 24-urni brezplačni dostop do interneta in če bodo med poukom nemirni, imajo vso pravico, da se pomirijo v posebni učilnici oziroma igralnici, kjer imajo na razpolago vse najpopularnejše igrice. No, gre torej za nadaljevanje permisivne vzgoje na vseh ravnih. Ja, definitivno. No, to še ni vse. Starši bodo morali preventivno obiskovati delavnice za nenasilno komunikacijo, medtem ko bodo učitelji v javnih šolah odslej uniformirani. Imeli bodo posebne rumene, zelene in črne delovne obleke, odvisno od tega, kako so priljubljeni med učenci. Poglejmo, kaj na vse to pravi ministrica, ki je pripravila ta zakon. Kar se tiče zakona, je vse zelo jasno. Otrok ne smemo tepsti, nihče ne sme jih tepsti, ne mama, ne oče, ne babica, ne dedek, ne učitelj, ne trener, ne znanci, ne prijatelji. Po tem zakonu vzgojenega otroka lahko tepe samo življenje samo. Dobro večer, zdaj voščim sindikalistu Branimirju Štruklju. Gospod Štrukelj, ima občutek, da oblast na šolah prevzemajo šolarji. Točno to se dogaja in ta zakon dejansko uvaja nasilje nad učitelji. Ta ideja z barvnimi uniformami glede na popularnost učitelja je višek neumnosti. Tako doslej še nobena vlada ni ponižala učiteljev in tu se dejansko vidi vsa frustracija uradnikov, ki jim je šola očitno pustila zelo globoke posledice. Vi ste imeli nekaj svojih zahtev, pa niso bile upoštevane.
Poglejte, mi smo hoteli, da so učitelji opremljeni s paralizatorji in to se mi zdi nujno. Bodi si za samoobrambo, bodi si za reševanje nasilnih situacij med učenci. Zahtevali smo, da ima vsak učitelj na razpolago šolskega odvetnika, še posebej na govorilnih urah. Vsi ti predlogi so naleteli na gluha ušesa in ne vem, kdo in kako bo ustavil te podivjane šolarje. Zakon posebno poglavje namenja tudi nasilnim šolarjem. Matej, kako je s tem? Nasilni otroci so po zakonu izenačeni z agresivnimi psi, kar pomeni, da bodo dvakrat opozorjeni z ukorom, potem pa dobijo nagobčnik in status problematičnega mulca. Socialne službe lahko v skrajnem primeru predlagajo tudi odvzem. Hvala, Matej. Pomembna novost so tudi posebne prevzgojne delavnice, ki jih bodo vodili nekoč problematični uličarji, danes pa uspešni in znani Slovenci. Na eni od ljubljanskih osnovnih šol je naša kamera ujela župana Zorana Jankoviča. A se to usede, kar šlo zgledajo, ne? A vi ste te poredi, da vse vas je kar dost, ne? To so ta problematični. Stric moj ati rekel, da kradete. Tvoj oči nima dobega pojma, ti boš še rabila službo v kakšni lekarni, ne? 30 let nazaj bi vas tako na blatu zdajle, ne? Koga si rekel? V faco mi reči, če enkrat. Stric moj ati rekel, da ste lopov. Kako bi ti doma sedel, če ti bi zdajle naložil 10? Daj me zivat, ker res lahko naredi, kar hočem. Res. So videli, ne, da je to malo pač izzivu, ne. Imel je več kot 9 let, ne. Gre za udarc, ki je čisto po pravilniku. Sploh je on udaril prvi, učiteljica je bila tudi zraven, ne. In je vedela, v bistvu lahko pove, da so že 2-3 leta premagati v vseh ljubljanskih osnovnih šolah. Tako, to so bile novice dneva, zdaj pa sledi priljubljeni pogovorni šov Marcela Štefančiča. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Nadškofa, kaj počne slovenski politik, ki je bil povsod in se na koncu skrega z vsemi, mi bo razložil nihče drug kot dr. Dimitrij Rupel. Žjo. Lepo pozdravljeni, dobro večer, žjo. Ok, daj vsi vemo, kdo je bil prvi, ki je z desne prestopil na levo, ne? Kdo? Juda. Ja. Prav tako vsi vemo, kdo je bil drugi, ne, ki je z desne prestopil na levo, ne? Ja, predvidevam, da jaz. Ne, Ciril Pucko. Ja, ne. Vi, gospod Rupel, vi ste dejansko bili prvi, ki je z desne prestopil na levo in se vrnil potem nazaj na desno, ne? Ja, to je res. Ampak to ni uspel ne Judi, ne Pucku, ne komorkoli drugemu, ne. Vam dejansko je, ne. Preskušek posledic, valjda. A to pomeni, da je Dimitrij Rupel sveta krava slovenske politike? Kaj? Jaz sem sveta krava. Poslušajte, to se mi zdi pa malo nizkotno, da gospod Štefančič. Že dolgo sem na tej politični sceni, pa tako, rekel, bednega izraza na svoj račun še nisem slišal. Pač hodite po cesti, švigate levo, desno, noben vam nič ne more, ker ste božanstvo, ne? No, gledajte. Poslušaj, če mislite, da mi je bilo vse dovoljeno, vse tisto, kar drugim ni bilo, to enostavno ne bo držalo. Jaz nisem imel nobenih protekcij, nobenih sicev iz ozadja. Za vsa svoja dejanja sem bil in sem še vedno odgovoren sam. Ampak dobro, okej, gremo po vrsti, ne. Prvi prestop, ne, sredi 90-ih vaši demokrati doživijo brodolom in skupaj z Bavčarjem, Kacinom in ostalimi pristanete na luksuznem otoku LDS, ne. No, gledajte, LDS je bila takrat res močna stranka, na čelu z dr. Drnovškom. Poglavitni razlog mojega prestopa je bil verjetno v tem, da sem na desnici po razpadu Demosa začutil neko apatijo, da ne rečem frustracijo. Naredili ste državo in tako izgubili, ne? Ja, tako nekako. Glede, resnica je, da smo to državo žal naredili le na pol. Potem pa so nam jo ukradli, vmes smo jo seveda za kratek čas dobili nazaj, ampak potem smo spet nerazumljivo izgubili. Okej, državo ste za kratek čas dobili nazaj leta 2004, ne. Ravno tega leta ste iz LDS-a prestopili v SDS, ne. Z leve nazaj na desno, ne. Spet ste imeli nos, šli ste k zmagovalcem, ne. Glejte, bolj kot dvom po zmagi desnice me je takrat razočaralo dejstvo, da v LDS nisem videl neke perspektive. Ni bilo, bom rekel, nobene ideje, nobene vizije, nobenih vrednot. Edino vodilo sta bila kapital in pa neoliberalizem. Okej, so v letu 2016
Kje se ta hip nahaja Dimitrij Rupel? Ne? Zdi se, da se je spet mal oddaljil od desnice. Ne? Poslušaj, levica, desnica, kaj ne rečem, če vse to je ena ista čorba. Na eni strani vse bolj radikalizirana SDS, na drugi strani levica, ki na vsakih volitvah zmaga z novimi obrazi in tako naprej. Enostavno imam občutek, da se stvari spreminjajo zgolj zato, da bi pač ostale iste. Ok, dobro, ampak koliko vam dejansko manjka, da bi vam uspel hat-trick, ne? Z desne na levo, z leve na desno in spet z desne na levo, ne? To ni verjeten uspel še benno v zgodovini, ne? Ja, poslušaj, rekordi pa mene res ne zanimajo. Mislim, saj nisem športnik, ne? Lejte, edino, kar me zanima, je funkcija. Razumete? Funkcija je najpomembnejša. In če ima človek funkcijo, potem obstaja. Če nima, potem ga ni. In mene v tem trenutku ni. Hvala, ker ste bili moj gost. Že v redu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bil Dimitrij Rupel in pa se vidimo naslednji teden na istem kanalu. Živo! Za konec je športni in Zmago Sagadin. Pozdravljen. Kot strela z jasnega je udarila novica, da bo Ljubljana naslednje leto gostila Formulo 1. Ja, očitno je lepo prenovljena severna obvoznica dokončno prepričala Barnija Ecclestona. Ljubljana je naslednje leto pristala v koledarju Formule 1 in sicer takoj po Monte Carlo. Sem bil prepričan, da gre za neko zajebanco ali nekaj tacga. Me je klicala Slavica, da je omenil Brni, da je severna ljubljanska obvoznica tako zrihtana, da je absolutno primerna za ta rang tekmovanja. Jaz vidim samo en problem. Romunske tovornjake, ki se prehitevajo. Včeraj so se štafetnim tekom pijancev v kategoriji nad 2 promilama v olimpijskem Riju začele jesenske alkoholimpijske igre. Na prvi preizkušnji smo veliko pričakovali tudi od naših pijancev, a so povsem razočarali. Vsi trije so obležali v progi, presenetila sta Angleža, ki sta slavila dvojno zmago. Pa šanke tam! Pečeš! Padel za domovina! Ja, ne pravijo za ston, da je zmaga podobna kot viski. Najboljša je, če je dvojna. Ne, marsikdo bi se strinjal z tabo. Kaj ne da, spoštovani gledalke in gledalci. Kakorkoli, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljate na družabnih omrežjih, gledajte nas na YouTubeu ali na RTV 4D. Vidimo se naslednjo soboto zvečer. Lahko noč in miren spanec.